lepo pozdravljeni. Naš pogovor o kratki prozi bi začela morda nekoliko provokativno, glede na to, da je festival Novo mesto Short festival pripovedništva in kratke proze. Obrnila se bom za začetek k profesorici doktorici Alojziji Zupan Sosič, ki se ukvarja z opredelitvijo kratke proze oziroma kratke pripovedi, pa predlagam, da začnemo s tem vprašanjem, zato da nekako tlakujemo pod terminološko pogovoru. Namreč, ali je kratka proza termin ekvivalenten terminu kratka pripoved, ali je recimo knjiga kratke proze enako kot knjiga kratke pripovedi ali kratkih zgodb. Dober večer, vsem skupaj sem zelo vesela, da sem lahko v tem lepem mestu spet in da lahko povemo kaj o književnosti in sicer proza pa pripoved. Glede na to, da nekateri uporabljajo še vedno starejšo oznako, je seveda vse to možno. Ne? Uporabljamo starejšo, uporabljamo novejšo. Jaz bom pač govorila iz stališča sodobne terminologije. Sodobna terminologija predvideva, da se bolj uporablja pripoved. Zakaj? Ker je pripoved širši izraz, proza pa ožji. Namreč proza pomeni obliko oziroma način oblikovanja besedila, medtem ko pripoved pa pomeni strukturo, celotno globino, celotne značilnosti, ki obsegajo recimo več zvrsti oziroma vrst. To so kratka zgodba, črtica, roman, pa še vse ostale stvari. Torej, če rečemo na primer, Mojca Kumardej je napisala zbirko kratke proze ali je izdala kratkoprozno zbirko. Zakaj potem ne rečemo, na primer, Iva Jevtič je dobila nagrado za zbirko verzov. Namreč, ker proza je ekvivalent verzov. Verz je oblika, ne? Pripoved je pa širša stvar in zato recimo se od leta 1990 v svetu uporablja namesto proza pripoved. Seveda pa, kot sem že rekla, mi vedno lahko uporabljamo še starejšo obliko. Če pa uporabljamo pripoved, jo pa lahko uporabljamo v dveh pomenih, in sicer kot ožjo in kot širšo opredelitev. Kot širša pomeni, da je to nekaj, kar nas določa v spoznavnem, antropološkem smislu, gnoseološkem in različnih drugih, medtem ko v ožjem pa pomeni, da poleg pripovedovanja uporabljamo še dva beseditvena načina, to se pravi opisovanje in pa posredovanje govora. Se pravi, absolutno je pripoved širša oznaka in je zdaj tista, ki se uporablja. Proza se zelo redko, tudi če boste brali recimo knjige v tujih jezikih, včasih se je pisalo theory of the prose, zdaj nihče več to ne napiše, ampak je theory of narrative, se pravi teorija pripovedi. Kako pa potem to pokrije recimo taka izrazito lirska besedila ali pa eksperimentalna, morda ne, danes je v bistvu kratka pripoved ali kratka proza oziroma vse te kratke oblike so doživele pač tudi velik razvoj na čisto stilski ravni. Ja, saj v bistvu danes ni več nekih čistih vrst oziroma zvrsti, vse so žanrsko šivane in tako naprej. In če mi rečemo, prebral sem kratko pripoved, ampak je to v bistvu črtica, je popolnoma lirizirana, tukaj nismo nič zgrešili, zato ker pripoved ne pomeni, da bo samo glavni beseditveni način pripovedovanja. V pripovedovanje lahko lirizacijo, esejizacijo vključimo, lahko vključimo scenarizacijo, različne postopke. Saj roman je lahko tako napisan, da je v bistvu že scenarij. Zdaj ni več teh strogih meril, da bomo zdaj izvrgli, ko recimo smo v komisiji, pa rečemo, to pa ni roman zaradi tega, ker je preveč scenariziran. Mislim, tega ne bi smeli delati, ker smo pač odprti za različne zvrsti in vrste. Zdaj, s tem vprašanjem bi se pa obrnila kar na vse vas. Zanima me, kako recimo sami doživljate kot bralci
kratko pripoved. V primerjavi s poezijo, romanom, vem, da vsi berete vse. Vam je zanimiva v enaki meri kot omenjeni obliki ali katera izmed omenjenih? Sprašujem zato, ker bomo potem nadaljevali v neki taki smeri, da me zanima, kakšna je vaša bralska izkušnja te literarne oblike. Ja, če jaz začnem, recimo nisem teoretsko podkovana, tako da tudi ko pišem, se zelo malo ukvarjam s tem, kaj pišem. Ne vem točno, kako se loči novela od kratke zgodbe, klasične in tako naprej, tako da zdaj kot piska, ne, bi rekla, da mi je neka kratka zgodba, mislim pripoved, ne, če sem prav razumela, zaključena celota. Meni je pač bistveno, da je to, da ima da živi sama po sebi, no, tako, ne znam opredeliti, pravzaprav kot bralki, mi je všeč, kadar se ta pravila kršijo, ne, ker jih imam jaz nekako implicitno v glavi. Kot pisateljci pa mi je pomembno, da imam jaz občutek, da je to cel dogodek, ki sem ga hotela opisati, ne znam dejansko, ne, teoretično opredeliti. Sem imela pa izkušnjo s tem pisanjem prvenca Težko mentalci, ki je pravzaprav pri nekaterih recenzentih obveljal že skoraj za nek poskus romana, pa me je presenetilo, ker pač vse, kar sem naredila, kar bi šlo lahko v smeri romana, je bilo to, da je bila junakinja v vseh kratkih zgodbah ista, s tem, da jaz sem pač še vedno prepričana, da so to kratke zgodbe in ne nekakšen hibridni žanr, ne. Se pa, kot rečeno, niti ne poskušam ukvarjati s tem, kako to zdaj teoretsko opredeliti. Alojzija Zupan Sosič. Roman pa, smo rekli, roman pa... Mislim, ja, z bralskega vidika, kako recimo vam je enako vznemirljiva kratka pripoved kot roman, s katerim se pretežno ukvarjate, oziroma tudi veliko, bom rekla, no, glede na to, da ste pripravili tudi antologijo kratke zgodbe. Ja, jaz bi odgovorila, ker to je seveda vprašanje, o tem se lahko veliko govori, bom še drugim dala, da ne bom samo jaz govorila. Ampak jaz bom z besedami Julija Cortasarja odgovorila. On je rekel, da je razlika med kratko zgodbo in med romanom, tako kot v ringu, a ne, v boksu, kjer je roman pač tekma na dolgi čas in se točke preštejejo, medtem ko je kratka zgodba zmaga knokautom. Okay. To se tudi kot bralka to doživljate? Tako. Jaz to tako doživljam. Okay. Suzana Tratnik. Ja, jaz sem začela pisati kratke zgodbe in takrat se spomnim, da sem vedno dobivala vprašanja, kdaj boš pa napisala roman, ne? In potem se mi je zdelo, če napišeš roman, si pa zaresna avtorica, ne? In pa se mi je končno ta čudež posrečil, da sem napisala par romanov in zdaj sem se vrnila pisanju kratke zgodbe in se mi je zdelo, da mi je kar malo zmanjkalo kondicije, ker je treba, če imaš 7-8 zgodb, rabiš 7-8 malih romanov in to zelo skoncentriranih, ne. Kar se tiče pa branja, v bistvu sploh, kadar berem, ne vidim razlike med romanom in kratkimi zgodbami. Ni mi pomembno, vzamem knjigo, ki me zanima in ni mi to pomembno, kako je, mislim, katera forma je, ne. Ker Andrej Blatnik mi je nekoč rekel, ko so se pogovarjala o tem, ali bo kratka pripoved oziroma knjige kratke pripovedi, ali bodo res izpodrinile roman, ker ljudje nimajo več časa za branje romanov, je rekel, da je po številnih pogovorih tudi s svojimi delavničarji ugotovil, da je kratka pripoved za številne bralce v bistvu frustrirajoč žanr, zaradi tega, ker imajo konec, ki ga, vsaj dobra kratka zgodba, pripoved, ima konec, ki ne poteši, bom rekla, ne, nekako bralec obvisi v zraku in da je to tudi eden izmed razlogov za to, da ne bo nikoli široko priljubljena, ne. Aljoša Harlamov, še k vam.
Ja, najbrž je Andrej že ve, kaj govori. Dejansko pač jaz tudi kot založnik ugotavljam, da seveda zbirke kratke pripovedi se ne prodajo tako dobro kot romani. Povprečen roman se proda precej boljš kot zbirka, ki je nagrajena tudi z nagrado, recimo, ne, tako da vidimo, da tukaj v javnosti gotovo obstaja nek predsodek, da je kratka pripoved nekaj slabšega, manjšega, to, kar je Suzana rekla, ne, da skratka, da je to neka priprava šele na roman, ampak jaz kot bralec, jaz mislim, da vsi tukaj, ne vem, če ločujem med temi zvrstmi, da bi rekel po kakovosti, ne, skratka, meni se seveda enako rad berem poezijo, kot rad berem zbirke kratke proze, kot rad berem romane in v tem ne vidim razlike v neki kakovosti. Vse je pa gotovo v preteklosti in jaz mislim, da še deloma zdaj velja, da v resnici v krajših formah se vidijo recimo neki nastavki tega, kar bo v romanu kasneje nastalo, ali pa se vidijo neki eksperimenti, neki poskusi. Jaz mislim, da recimo danes sodobno življenje v Sloveniji v 21. stoletju veliko boljše opisuje poezija kot slovenski roman. Vse to sem vas, kot sem napovedala, vprašala zato, ker v bistvu je eden izmed povodov za naše srečanje in za ta pogovor tudi predpostavka organizatorjev, da je knjig kratke pripovedi vedno manj, no, o tem govorijo tudi pač dejstva, glede na to, da se na slovenskem literarnem trgu soočamo z določeno obliko hiperprodukcije, bi lahko temu rekli, ne samo prevodne književnosti, ampak tudi domače. Povprečno se, mislim, da izda vključno samo založbami okoli 150 romanov že letno in okoli 200 zbirk poezije. No, v letošnji izbor za nagrado Maruše Krese pa je prišlo, oziroma komisija je prebirala 45 del, kar je res relativno majhna številka. Mogoče bi se za začetek spet obrnila k literarnima zgodovinarjema oziroma teoretikoma z vprašanjem, je v slovenski literarni zgodovini kakšno obdobje, za katero bi lahko rekli, da knjige kratke pripovedi izrazito prevladujejo oziroma doživljajo svoj razcvet. Zdaj se obračam k Alojziji Zupan Sosič in k Aljoši Harlamovu. Jaz bom Alojziji pustil odgovor. Mislim, da bo ona to boljš povedala. Ja, jaz sem se ukvarjala z romanom, moj doktorat je roman v 90. letih, a ne? In tam se je res videlo, ko sem pač prebirala za nazaj, teoretiki so opredelili pa kritiki, da so 80. leta čas kratke zgodbe. Zdaj jaz nisem čisto natančno potem raziskovala, je to res ali ne, ampak če vam lahko povem, kako se je število romanov večalo in to je bilo neverjetno, pred mano so je pravzaprav število večalo. Ko sem jaz začela, se pravi v 90. letih, recimo v enem letu je bilo še 16 romanov, 17, na koncu 90. let je bilo že po 35 romanov na leto. Evo, kje smo zdaj? 150 romanov na leto. Se pravi, da se je ustvarjala neka situacija, tudi v svetu, vse mi nekako črpamo iz svetovne, mi nismo kar sami zase, ne? Ampak v svetu je zdaj roman numero 1 in se ga torej reklamira, programira se vse, tudi založbe in tako naprej, da se to več daje, ker meni so celo avtorji povedali, pisatelji, da jih nagovarjajo, ko so že oddali recimo kratke zgodbe, da ga je urednik nagovarjal, ti, lej, sej tole bi se pa dal še mogoče samo malo, da bo roman. Zakaj pa pravita? Ja, zato, ker bo roman boš prodajen in boš ti tudi mogoče ne vem kaj. Ne? Tako da očitno je situacija taka, da se res spodbuja bolj pisanje romana, ljudje tudi več mogoče roman res kupujejo, to jaz ne vem, ne, to bo Aljoša bolj vedel, kot je že povedal. Se mi pa zdi to malo krivično po eni strani, da se samo ena zvrst recimo tako reklamira in da se trenutno stanje, ker se pač jaz z romanom ukvarjam, je pa zelo oborno. Kvaliteta romanov je zdaj zelo nižja kot kvaliteta poezije. Jaz sem bila recimo letos v žiriji Veronike, prebrala sem 200 pesniških zbirk. Ne boste verjeli, stanje poezije je zdaj pač po kvaliteti govorimo, ne govorimo o uspešnice. To lahko napiše
vsak uspešnico in celo 5 ljudi skupaj napiše lahko uspešnico. Ne? Mislim, to po svetu tako delajo, da 5 ljudi napiše uspešnico. Imaš pravila, imaš nekoga, ki te vodi in tako naprej. Bestseller ni problem napisati. Ampak kvalitetno knjigo napisati, Meni je. tebi je. Pa se pri nas bestseller ne more biti bestseller, ker ne boš nikoli dobil toliko denarja zanj, tudi če ga prodaš v ne vem koliko jih izvodov. Tako da. Aljoša Harlamov, imate vi tudi kakšne take podobne izkušnje, da bi nagovarjali avtorje, da naj kratke zgodbe preoblikujejo v roman? Prej ste omenili, da... Ja, definitivno se o tem pogovarjam. Letošnja nominirka Vesna Lemajić, ki sem jaz prebral njene kratke zgodbe, tako kot je Jedrt rekla, ne, ima glavno junakinjo, ki se ponavlja iz zgodbe v zgodbo, zgodbe so kronološko razdeljene, to je lahko tudi fragmentarni roman in jaz sem ji pač povedal, da je to lahko, nisem je nagovarjal k temu, to absolutno ne, ker se tudi To ne nisi zdelo. bil ti, ne? Ne, nisem bil jaz, to absolutno ne, ampak in potem se mi je zdelo, da je Vesna odlično odgovorila, ker je pač rekla, da ne, da je ona to pisala kot kratko prozo, da se je njej zdelo, da je to, da je vsaka zgodba govori, ima neko določeno temo, neko določeno idejo in da tudi, če je zdaj ima to neko rdečo nit, da se njej to ne zdi v redu in tudi se ji ne zdi smiselno, da to izide kot roman in jaz sem seveda spoštoval to odločitev, ker jaz v resnici mislim, da je dobro zbirko kratke pripovedi skoraj težje napisati kot en roman, recimo. Za en roman rabiš nek zamah, rabiš eno idejo, ene zgodbe, nekaj likov in tako naprej. V kratki pripovedi ti rabiš to ponoviti velikokrat, ne, kot je Suzana rekla, to so majhni romani. Ne. Zdaj dobro, vse je težko na nek način, pa zelo se razlikujejo med sabo, ampak definitivno zelo ugovarjam temu, da je to vaja za roman. Absolutno pisanje kratkih zgodb ni vaja za roman, to je zame tako kot skok v daljino in troskok. Seveda so elementi, kjer ti lahko vadiš na pisanju kratke zgodbe, ne vem, svoj slog, lahko izoblikuješ perspektivo, različne perspektive poskušaš in tako naprej, ampak troskok in skok v daljino imata elemente podobne odriv in tako naprej, ampak tehnika je pa nekaj popolnoma drugega. In jaz mislim, da se tudi roman in pisanje pač kratke proze zelo razlikujete med sabo in jaz še posebej, kar pač pri Cankarjevi zdaj delam, ker imamo res to neko tradicijo piscev kratkih pripovedi, resnično odlično, jaz se počutim v Novem mestu kot doma, se mi zdi, da še dosti bolj cenim skratka dobro knjigo kratkih pripovedi, ker mislim, da je to vendarle nekaj, ob čemer se mora tudi urednik malo še bolj potruditi, kot recimo pri poglabljanju romana. Glede na to, da je Jedrt Maležič že povedala svojo izkušnjo, s tem bi mogoče še Suzana Tratnik vas vprašala za komentar k temu, je kdaj kakšen izmed vaših urednikov vas prepričeval? Ne, nikoli k ničemur, kar se tiče oblike, ker enostavno je nekako ta, ko se lotim knjige, je ta odločitev, kaj bom pisala v začetku jasna. Ne? Pač zgodbe itak kapljajo, pa pol dobijo pri meni nekako rdečo nit in jih dam skupaj. Odločitev za roman je pa tako, ko bi rekla, jo moram sprejeti, ne, da začnem pisati in pač delati na tekstu. Sicer pa vsi vemo, ja, kratke zgodbe se manj prodajajo, poezija se ne prodaja, ampak mislim, da to ni razlog. Ne. To je tako, kot da bi mi kdo rekel, napiš kaj komercialnega, izogibaj se lezbik, to malo ljudi bere. Mislim, to je brez veze. Ne. Pač pišeš, kar rabiš v nekem trenutku. Kaj pa morda to, da sta obe z Jedrt samozaposleni v kulturi, ki sta pač tudi, oziroma imata status samozaposlenih, pa me zanima, ali to, kaj vpliva recimo na odločitev, kaj bosta pisali, glede na to, da pač, če pišeta roman, je honorar toliko višji, ne? In glede na to, da možnosti objav ni neskončno, ali vaju tukaj usmerja pri odločitvi za pisanje? Mene ne, jaz sploh nisem vedela, da je honorar za roman višji. To prvič slišim. Ja, zakaj ste nam to povedali? Dejansko.
Ne, se višji ni, verjetno je Tina mislila bolj v smislu, da seveda roman je debelejši navadno in je več avtorskih Tako, tako. Jedrte takoj dobila idejo za roman. Ne, jaz se dejansko ne preživljam s pisanjem, prevajam, pač to je moja vir preživetja, tako da pišem lahko to, kar me zanima in trenutno pišem kratke zgodbe. Pa ne zato, ker bi nekako z romani opravila, ampak pač dejansko se vsakič usmerjam v tisto smer, ki se zariše s tem, kar začnem. Jaz sem take vrste človek, ki piše zato, da samega sebe preseneti nekako. Piše zato, da vidi, kaj misli in kaj razmišlja. In trenutno se je pač tako poklopilo, da pač definitivno so to neke krajše oblike, likov je več, zdaj ne vem točno kaj, kako naj bi človek profitiral s pisanjem romanov v Sloveniji. Jaz mislim, da je to pač misija nemogoče, ampak mogoče je pa kaj česar še ne vem. Zdi se mi, da če uporabim še eno malo športno metaforo, ki je že Aljoša začel, malo bomo pri tem zeleni balet, ampak ne, hotela sem reči, če se potapljaš na dah, pač zbereš školjke, ki ležijo v plitvinah, za roman pa dejansko bolj pride prav kisikova bomba. Nekako trenutno imam kondicijo, kvečem za kratke zgodbe, ne da bi bilo to kaj lažje, ampak je bolj pri meni, bolj udarno, bolj na hiter, zgodba za zgodbo, pri romanu pa pač potoneš in je treba nekako pa tudi ven na zrak priplezati in je to pač čisto drugačne vrste zgodb so, za moj okus. Pa se mi zdi, da za potapljanje na dah vendarle potrebuješ več kondicije kot za potapljanje z bombo. Ja, se o tem govorimo, za kratke zgodbe dejansko v bistvu po mojem potrebuješ kar dobro fizično in psihično formo, ker je na koncu, še ko sestavljam zbirko, zdaj sem pač v fazi sestavljanja zbirke, me tako ugotoviš, da pravzaprav ni vse sam v zgodbi, zdaj pač ena sama zgodba pove to in to, ampak je v kompoziciji celi, pač odvisno kdaj bo človek naletel na točno to zgodbo. Večina ljudi bere linearno, po mojem, ne vem, če treba tudi malo bralce vprašati, ampak se mi zdi, meni je težje, meni je dejansko težje, čeprav sem začela s kratkimi zgodbami, ugotavljam, da več investiram. Kaj pa to številka 45, ki sem jo omenila, kakšna se vam zdi? Je to majhna številka ali je to sploh pomembno in je bolj pomembno, kako kakovostne knjige imamo? Kako bi komentirali to? In morda, koliko sploh prebirate sodobno slovensko kratko pripoved? Mogoče je povezano že s tem, kar je prej Lojzija omenjala, da je pač porast romanov in da so ljudje nekako presodili, ali mi je to lažje pisati, ali da se bo to bolj bralo. Ne, se mislila sem bolj tako, meni se v bistvu 45 knjig niti ne zdi tako malo, Malo zveni v bistvu ob številki 200 in številki 150, Ampak če pogledaš za neko knjižne pač prizorišče naše velikosti, ne vem, Se mi tudi ne zdi malo, mislim, ne vem, koliko je sploh pomembno to število. Sicer pa berem slovenske avtorje in avtorice pravzaprav vse več, ker prej sem bila tudi malo pod vplivom tistega, tuja literatura je najboljša, potem se je treba zgledovati, zdaj se mi pa to več ne zdi in me v bistvu zelo zanima, kaj se piše v Sloveniji, v prostoru, kjer živim, in kaj pišejo drugi avtorji in avtorice, kako naredijo kratke zgodbe, če so kakšne nove, inovativne, zanimajo me tudi postopki in tematike. Kaj pa ostali? Jedrt? Jaz sem pa hotela mogoče pripomniti, da ta razlika v pač kratkih zgodbah in romanih v številu je mogoče tudi posledica en majčken avtorskega ega, da si vsak domišlja, da je njegova zgodba romaneskna, v bistvu bi jo pa lahko oklestil. Ne vem, pač domnevam, ampak jaz sem ugotovila,
pri sebi, da včasih se mi zdi, wow, to bom jaz zdaj epsko naredila, pa v bistvu pa ugotovim, da če počrtam ves balast, nastane ena daljša kratka zgodba. To se mi dostikrat zgodi. Alojzija Zupan-Sosič in Aljoša Harlamov, kako pa vidva spremljata sodobno kratko pripoved, slovensko seveda? Se mi zdi, da je kvalitetno. Je pa res, po moje, to, kar smo tudi že vsi malo rekli, ne? Ker v bistvu največ bralcev je zdaj linearnih. To pač večina, ne bere od začetka do konca. In tisti tudi romani zelo godijo, so začeli goditi bralcem, ki so tudi manj izkušeni, imajo manj bralne kondicije in zato roman jim res daje napeto zgodbo, na koncih potolaž, jim se razloži, govorimo o večini romanov, ne govorimo o najkvalitetnejših. Medtem ko kratka zgodba pa vsaka te malo zaseka. Ne? Se pravi, tudi konca nima, recimo, ne? Za kratko zgodbo bi naj bilo značilno, da se konča brez nekih otopljivih, jasnih stvari. Tudi začne se ponavadi in medias res in ni predzgodbe, da bi ti razlagal neko zgodovino nekoga, ki bo potem glavni lik. In mislim, da to tiste, ki niso tako izurjeni pa tako izkušeni, malo moti, zato pač ne berejo kratkih zgodb oziroma kratkih pripovedi. Romani pa so, kar veliko jih je napisanih za zelo povprečne bralce, ki imajo radi pravzaprav namesto aspirina vzamejo roman. Se pravi, kadar ga boli glava ali kadar bi se rad na hitro spočil, vzame romana. Ne? Kratko zgodbo pa ne moreš, ker tam ne boš vedel točno, kaj je in se ne boš čisto sprostil, v tem smislu. Da začne boleti glava. Ja, tudi možno, ja. Migrenozne. Aljoša Harlamov. Zdaj, ko smo ravno pri številkah, pač ne morem biti tiho pri tem, pač pa povedati, da so te številke tudi malo napihnjene. Jaz vsako leto domnevam. Jaz sem bil v žiriji za Kresnika in vem, kakšen seznam smo dobili z NUK-a. In vem, da sem jaz tam črtal vse 20-30 zadev, ki niso bili romani. Sem šel pogledat, poiskat, videl, da to ni roman in sem črtal. Zdaj ne vem, če to kdo počne in pač delo zelo rado spektakularizira Kresnika in dela iz tega spektakel in skuša pokazati, kako veliko dela je imela žirija, čeprav s tem seveda včasih malo omalvažuje žirijo, ker 150 romanov najbrž vseh pa niso tako natančno prebrali. Malo je težko 5 ljudi prebrati 150 romanov, ne? V 2-3 mesecih, kolikor se spomnim iz svoje izkušnje. Ne? Tako da tukaj je malo tako. Je pa seveda marsikaj se vmes spremenilo. Včasih je samostojna črtica lahko išla v samostojni knjigi in še vedno bila črtica ali pa novela. Danes vsemu temu rečemo roman. Tako da so to številke tudi, ki niso najbolj, bi jaz rekel, relevantne. Ne? Jaz mislim, da tukaj se marsikaj skriva v to, kot je roman, pa je v resnici novela ali pa kaj takega, samo mogoče z večjim fontom natisnjena, da ima 150 strani, pa bi lahko imela 70. Ne? Tako da tukaj je veliko nekih tudi, bi rekel, metodoloških zagat. Ne? Ker tudi meni se številke ne zdijo majhne. Ne? Je pa pač res, da dokler imamo sistem, kot ga imamo, subvencioniran sistem, ki deluje na tem, da avtorje sili v produkcijo, se bo pač to zmeraj dogajalo. In jaz kot založnik in kot urednik marsikdaj vem, da ne izdam najboljše knjige. Ne izdamo najboljše knjige, jaz vem, da ne, ampak vem tudi, da če avtorici ne bom letos izdal knjige, ne bo mogla se prijaviti za štipendijo, ne bo dobila honorarja, bo težko živela in naslednje leto pa ali pa čez 2 leti pa mi lahko prinese super knjigo. Ne. Tukaj je pač en hazarder, jaz to vedno ponavljam, ne vem, kako to rešiti. Ne me vpraševati, kako rešiti, ampak jaz mislim, da je tukaj en problem s subvencioniranim sistemom, a ne, ki pač od avtorja dobesedno zahteva knjigo vsaka 3 leta. In avtor pač nima druge izbire, če tudi bi morda na kakšni knjigi lahko delal malo dlje, se je bolj posvetil in bi tudi kvaliteta povprečno seveda dvignila to kvaliteto in romana in kratke zgodbe in poezije. Knjigo na 3 leta in po možnosti še nagrado. Ja, seveda, in po možnosti še nagrado in potem, ne vem, slišim, da recimo letos zelo veliko ljudi, ki jih jaz poznam in jih imam za vrhunske ustvarjalce, recimo niso prejeli štipendije Javne agencije za knjigo, ker so bile tam ker je pač to točkovanje tako zelo namenjeno temu, recimo tudi zdaj, ko gremo v Frankfurt in vse te zadeve, je vse tako, ja, mora biti knjiga, ki je šla v nemščini v zadnjih 2 letih, nihče se pa ne vpraša o kvaliteti izdaje te knjige. Ne? Vemo, da obstajajo prividni prevodi.
To vsi vemo, ki delamo v založništvu, prividni prevod je nekaj, kar izide v Nemčiji in nihče ne ve, da je to išlo, črički ne vejo niti za to. In pač zdaj imamo mi nekatere avtorje, recimo na seznamu za Frankfurt, ki jih jaz ne poznam, ne vem, kdo so ti avtorji, in so pač imajo knjigo v nemščini in pač sistem deluje na ta način. Ne? In znotraj tega sistema izgublja seveda in kratka pripoved in poezija najbolj, ne, izgubljata, ker vse gre na to, na roman, na komercializacijo in na to točke, ki jih trenutno z romanom, recimo, mislim, da je trenutno si z romanom za največ nagrad lahko obetaš, ne, se pravi, lahko tudi na knjižnem sejmu dobiš, ker pesniška zbirka že 100 let ni dobila za knjigo sejma, ne, lahko dobiš na, ne vem, vse te nagrade, največ jih pač lahko dobiš z romanom, ne. Medtem ko druge pa imajo seveda specifične nagrade in zdaj hvala Bogu sicer, da imamo seveda nagrado Maruša Kresek, ker jaz mislim, da daje neko vidnost kratke pripovedi, ampak seveda jaz mislim, da znotraj sistema pa stvari ne delujejo tako, kot bi mogle in tukaj bi mogli pač pogovoriti, kaj v resnici kam gremo s takim sistemom in kaj delamo tudi avtorjem, kako pravzaprav jim omogočiti že preživetje brez hiperprodukcije. Koliko pa vi kot urednik prejmete rokopisov oziroma tipkopisov, bom rekla, kratke pripovedi? Precej manj kot romana. Največ je seveda romana, dobro, veliko dobim tudi stvari, ki jih Cankarjeva založba ne izdaja, ker se pač ljudje niti ne pozanimajo, kaj izdajamo, ampak veliko manj. In tudi bom rekel, da recimo za kratko pripoved dobim veliko več kvalitetnih zadev, no, pač ker je romana toliko, dobim seveda ogromno nekih spominov, zdaj bom malo stereotipiziral, ne, bivših učiteljev slovenščine in tako naprej, ne, ampak recimo za kratko pripoved pa mislim, da se jo lotevajo ljudje z večjim namenom, večjo literarno sposobnostjo, kot pa recimo romana, za katerega res očitno obstaja neka ideja, da ga lahko napiše vsak. Kaj pa potem sama uredniška odločitev, koliko romanov in koliko knjig kratke pripovedi boste izdali, ali je to odvisno od kvalitete ali to določa trg in je treba več romanov izdati? Zaenkrat, dokler pač vseeno tukaj pa seveda sistem subvencij ščiti in uredniško odločitve in avtorja, zaenkrat je kvaliteta kakovost edini kriterij, ne nazadnje, ne. Ne gremo sicer to. Seveda za kakšno knjigo pogledamo, če je avtor prepoznaven, če je roman dovolj zabaven, da bomo seveda tudi nekaj prodali in preživeli, ne nazadnje se preživljamo s prodajo knjig, ne z kulturnim poslanstvom, ampak nazadnje jaz mislim, da je še vedno kakovostno. Tisto, če bom jaz dobil, se pravi, v nekem letu 3 dobre zbirke kratke proze in tudi dostikrat z Andrejem Blatnikom, ki si deliva program, recimo imava po 3 na leto, recimo bova izdala vse brez premisleka. Jedrt Maležič, vas še nisem vprašala, koliko prebirate sodobno slovensko kratko pripoved? Zadnja leta precej. Jaz sem ugotovila, da sem na področju slovenskega leposlovja precej podhranjena bila in sem pač kot prevajalka brala bolj tuje, ne, knjige ponavadi kar v angleščini ali pa francoščini in sem zdaj se prav zavestno, ne, začela usmerjati bolj slovenskim avtorjem. Tako da, ja, priznam, da precej več romanov preberem, ampak tudi kratke zgodbe se trudim spremljati, ker je to pač vendarle moja prva nekaka afiniteta do leposlovja je šla skozi kratke zgodbe in milo rečeno ne razumem tega, da se ne prodajajo. Tako da ja, se trudim. V letošnjem izboru finalnem oziroma so 3 avtorice in eden predstavnik moškega spola, bom rekla. Me zanima, kako gledate na to. Je to razmerje odraža nek bolj splošen trend in so trenutno na področju kratke pripovedi pri nas boljše avtorice ali je pač naključje naneslo tako, da je letos razmerje pač tako in je sicer drugačno? Lahko gremo po vrsti, kdo bi začel? Aljoša Harlamov, pa dajte vi. Jaz mislim, da je to precej težko odgovoriti, ampak načeloma bi se strinjal. Jaz mislim, da je tudi
trenutno v kulturi, pač glede na majhne zneske, ki se tle vrtijo, je kultura pač izrazito feminizirana, vedno vemo, da se to zgodi, ne, manj kot je denarja, bolje pač neko področje potem feminizirano. In jaz mislim, da znotraj tega tudi čisto logično, jaz mislim, da trenutno ustvarja več ustvarjalk kot ustvarjalcev, da je pač to neko razmerje tudi na ta način v nominacijah, ampak jaz mislim, da absolutno. Zdaj, jaz govorim lahko tudi pač bolj iz svoje izkušnje. Jaz bom pač tudi rekel, da recimo marsikdaj, da sem zaenkrat veliko drugih knjig avtorjev, predstavnikov moškega spola, kakorkoli si temu že rekla, zavrnil kot pa avtoric tudi iz vidika, ker mi je bilo lažje delati z avtoricami, ker mislim, da je bilo delo bolj kolektivno in da se je dalo z njimi, manj ega je bilo in bolj se je dalo delati z njimi kot pa recimo z avtorji. Taka je recimo moja izkušnja in vem, da recimo marsikatero knjigo lažje naredimo boljšo skupaj z avtorico kot pa z avtorjem. In mislim, da pri nas še vedno obstaja ta nek stereotip genialnega umetnika, ki je navadno moški, ki si ne da dopovedati pač ničesar, od tega, da soli pamet lektorici, da tam ni vejice, čeprav vsi vemo, da absolutno je vejica in pač nobenega razloga ni, da je ne bi bilo, pa do tega, da pač ne želi poslušati nobenega nasveta, ne o ničemer pač noter, tako da mislim, da tukaj absolutno zdaj za kratko prozo imam mogoče za letos premalo prebranega, prebral sem finaliste, ampak recimo za poezijo si absolutno drznem reči, da tako, kot smo ugotavljali, je tam recimo precej boljše so trenutno pesnice kot pesniki in pa tudi jaz mislim, da se to zdaj že zadnja leta kaže tudi v romaneskni produkciji in tudi jaz bom rekel, da pri nas, če izbiram na kakovosti, pri Cankarjevi založbi imamo vendarle izvirnih več avtoric kot avtorjev. Mislim, da tudi to odgovori. Suzana Tratnik kot bralka. Ja, jaz mislim, da je res veliko avtoric, sploh če primerjam, ne vem, z 80-imi, ko so bile tako redke. Jaz se spomnim Maje Novak v bistvu, ne, se mi je zdaj tako fantastično, da obstaja ena pisateljica, ne. Zdaj je avtoric zelo veliko, tudi veliko jih berem in vse po mojem občutku so njihove teme mogoče bolj relevantne zame kot od avtorjev. Ne po defaultu, ampak tako nekako me mogoče tudi bolj zanimajo. V kratki zgodbi je verjetno več avtoric, v romanu mogoče tudi, ampak kar se tiče nagrad, ženske imamo malo možnosti pri romanih, še vedno ne. To pa moram povedati. Alojzija Zupan Sosič. Jaz bom pa malo obrnila perspektivo, pa bom rekla, recimo, res je zdaj več avtoric, ampak žalostno pa je, da še vedno niso v antologijah in še vedno niso v učbenikih. Jaz sem pač na tem področju, moram govoriti za svoje področje, ne, to najbolj obvladam. In ko sem bila recimo pri berilih branja, ne, 2, 3, 4 zraven, smo bile skoraj same ženske in ženske so še tako patriarhalne, da ko sem jaz rekla, dajmo te not, ne, dajmo rajš tega, on je toliko boljši. Sam, da je bil moškega spola in potem sem seveda jaz se borila, da sem 3 noter spravila, ali koliko so 4 uboge zdaj nota, ne. Recimo vedno, če me kdo kaj vpraša, še vedno rečem, Ivanka Hergold je svetovna avtorica in jo skoraj noben Slovenec ne pozna, pa to je žalostno. In sem se borila in jo nisem spravila v eno berilo. Niti antologijo, ona je samo v 2 antologijah. V antologiji Koroške pripovedi pa mislim ženskih. Torej, če se pa že zbere, se jo da pa vedno samo v tako malo žensko antologijo. S tem smo pa seveda spet dodatno getoizirali. Ne? Se pravi, da mislimo, da je ona primerna samo za neko žensko antologijo. Tako da tu imamo še ogromno dela. Mislim, super, da pišejo, ampak mora tudi literarna zgodovina in literarna veda malo k sebi priditi, pa začeti malo upoštevati, kdo je kaj naredil, ne 100 let nazaj, ampak tudi zdajle, da se dajo še mlajši noter in da se da ženske in tudi druge spole, nista samo 2 spola. Jedrt? Ja, jaz sem se že prej malo poskušala, malo namigati, da mogoče niso vse zgodbe tako romaneskne.
kot si avtori domišljajo in predvsem sem to pač premišljala ob branju moških avtorjev, čeprav se zavedam, da to nista zdaj dve ekipi, ne, ali pa kakorkoli tekmovanje, ampak bi odgovorila s tem, kar sem si mislila, ko je, ne vem, mislim, da je Anja Golob je objavila neko sliko nadebudnih dijakov, ki so se prijavili na pisateljske delavnice poezije in so bile pač v glavnem punce, srednješolke in je Aleš Berger komentiral, ja, kje so pa vsi moški, pa sem si mislila v kanonu. V kanonu. Doma pišejo, ker znajo. Nagrade dobijo. Zdaj bi se dotaknila tega, kar smo že večkrat omenili, da pač so nekateri, mislim, številni romani taki, da bi jih lahko oklestili v kratke pripovedi. No, komisija za izbor nagrade Maruše Krese pa je letos v poročilu o delu med drugim zapisala tudi tole, citiram: z drugimi besedami, nemalokrat trčimo ob nepotrebni balast in površno izpeljana besedila tudi pri izkušenih piscih in piskah. Konec citata. Zdaj, ali to govori samo o površnem uredniškem delu ali tudi o nesamokritičnosti avtorjev, avtoric? Kako komentirate pravkar prebrano? Mislim, ravno kar smo to govorili za roman, zdaj pa komisija enako ugotavlja za kratko pripoved. Mogoče jaz lahko povem z tega vidika, ker vodim tudi literarne delavnice pri Škucu in da se mi zdi, da ena glavnih stvari, kar ugotavljamo, ne samo jaz kot vodja, ampak vse, ki smo tam, da so besedila vedno predolga. Zelo redko komu rečemo, da ti to še malo razširi, ne? Ampak izmer sklati pa naredi bolj logično, ne? In polna nekih klišejev in stereotipov, kar se vsiljuje v pisanje. To jaz tudi pri sebi opažam, ko grem prvo roko pisati, ne? Da je en kup neprimernih butastih izrazov, ampak to pa pospravljam na konc, ne? Ker smo se jih, ne vem, zakaj se to zgodi, da se uporabljajo fuleristi, klišeji in floskule, 100-krat prežvečeni in vsaki to napiše, si misli, wow, lepo je. Ni, grozno je. Dejansko, ja, tudi moja izkušnja avtorice je, da se vedno da črtati, da je vedno zaželeno, da še kaj črtaš. Ja. Jeder? Ja, to je tako nehvaležno vprašanje, ne? Zdaj težko je biti kritičen, če veš, da tudi sam to počneš, ne? Jaz se zavedam absolutno, da imam večkrat nedokončane rokopise dam okoli, mislim, pač tega se zavem pol, ne, ker vidim, ker že knjiga izide svojih napak, tako da težko zdaj kritiziram delo kakšnih pisateljskih kolegov, ne, v smislu prav tega, kar sigurno sem že kdaj več kot naredila, ne, pač zagrešila, ali kaj. Mislim, to je bilo v bistvu vprašanje, ne, kdo zdaj je tukaj v bistvu, ne bom rekla krivec, ne, ampak kdo je tudi soodgovoren, ker verjetno je uredniško delo tudi to, da se avtorja, avtorico opozori na balast. Tako. Aljoša? Ja, jaz se tle vedno držim reka, da ko je knjiga dobra in uspe, je to zasluga avtorja, ko je knjiga slaba in uspe, je to krivda urednika. Zelo na kratko. Alojzija Zupan Sosič, kakšen pa je vaš komentar, morda bolj pregleden, je to izkušnja značilna pač za daljše obdobje ali? Ja, jaz sem že tudi vodila delavnice, ne, za pisanje in tam sem ugotovila predvsem pri nekaterih, da recimo, ko smo govorila, ne, zakaj ne bi to zamenjali, ker to je res že zlajnano, pa vse to, ne, vse to je v redu, ne, in potem ga vprašaš, kaj pa bereš, ne, in potem je bil eden odgovor tudi, jaz ne berem, jaz pišem. Mislim, nekdo, ki nima nobene bralne kondicije, ki ni še nič prebral in misli, da bo pač samo napisal, to je malo napačno stališče, no. Mislim, malo bereš, potem tudi nimaš bogatega besednega zaklada, ne. Veliko bereš
In hkrati tudi nihče nas ni v osnovni šoli, pa v srednji šoli učil o stereotipih. Mi bi se o tem absolutno morali učiti, kaj je stereotipno pri obnašanju, kaj je tudi pri govoru, recimo, vse ene stereotipe nujno rabimo, ne? To so nujni, da jih povemo, ampak ene bi pa čist, da ozavestiti se jih moramo in dejansko jih nimajo ljudje ozaveščeno, on res misli, da je to lepo in prav, ne? Ampak če mu ti rečeš, poglej, to se je tle pojavilo, a vidiš, to bi lahko pa čist drugače povedal, ne? In to je najtežje, to rabiš čas, da ozavestiš stereotipe, ne? Bom še malo drugače vprašala, kaj pa, ko ste sestavljali antologijo kratke pripovedi in ste zagotovo pregledali ogromno knjig. 1000 knjig, ja. Tako, kakšna je vaša izkušnja? Je več knjig teh dobrih, v katerih je malo balasta ali je pogosto, da ob knjigah, ki vsebujejo odlične zgodbe ali odlične pripovedi, se pojavlja še balast? Ja, so ljudje, ki so res zelo, bom isto izpostavila, pač rajši govorim o tistih, ki so že umrli, ne, da ne bom koga tu zdaj. Torej, Ivanka Hergold, ona, kar je napisala, vse stoji. Jaz sem šla gledati njene, recimo, ne vidiš, ko bereš zbirke od začetka do konca, jasno, da ko si še mlad, pišeš drugače, se potem recimo popravljaš, nekateri imajo že čist drugačen stil, recimo potem na koncu. Ampak pri njej pa ni skoraj ene stvari, da bi rekla, to pa je slabo. Ampak zakaj? Zato, ker ona knjigo tudi po 20krat prebrala in pisala eno knjigo 7 let. A ne, če pa ti napišeš eno knjigo v 1 letu, pa tudi, če si genialni, ne boš mogel tako dobro vse izpiliti. Tako da mislim, jaz sem bila presenečena, da imamo mi Slovenci toliko biserov, da je toliko dobrih kratkih pripovedi. In ker sem pač morala zbirati od da je ena do 3 strani, ne, dolgo, se pravi, sem lahko kar hitro, tisto, kar je bilo predolgo, sem dala stran, ne. Tako da to sem imela malo olajšano in sem bila presenečena pri ljudeh, za katere sploh ne bi si mislila, recimo, ne vem, Kozbeka, ne, ki sem ga poznala kot enega zelo resnega človeka in da je pisal take humorne, pa recimo za mladino primerne, recimo kratke pripovedi. Tako da jaz sem čisto fascinirana bila takrat, da imamo toliko kvalitetno kratko pripoved. Še malo se bom naslonila na poročilo komisije letošnje. Citiram, večinoma se kratka proza ukvarja z večnimi temami medsebojnih odnosov, izgube bližnjega, razčiščevanja preteklosti, vendar je hkrati opaziti premik v teme, ki so jih izpostavili karantenski in drugi varnostni ukrepi iz časa covidne pandemije, kot so ločevanje po starostnih skupinah, omejevanje gibanja in drugi biopolitični ukrepi, ki so se pogosto prevešali v lastno nasprotje. Konec citata. Zdaj bi se pa dotaknila malo tematike. Suzana Tratnik, vi ste se že prej te teme dotaknili, ko ste rekli, da so vam teme, ki jih razpira avtorice, bliže. Pa me zanima, kako gledate na tematsko, oziroma kako z tematskega vidika gledate na sodobno slovensko kratko pripoved, ali kaj pogrešate, ali opažate kakšne posebne specifike, ali vas kaj veseli? Jaz mislim, da je precej raznolika, se mi zdi, pa vseeno bi pa zelo rada brala kakšne stvari, ko so tako malo edgy, drzne, recimo, ko sem bila v komisiji za to nagrado Urška, ne, pri JSKD-ju, sem bila izjemno vesela kratkih zgodb Selme Skenderović. Takrat še nisem vedela, kdo je in se mi je zdelo, wow, ne, to pa je, ne, pač zgodbe neke druge, tretje generacije priseljencev, ki govorijo o nacionalizmu in rasizmu, ki prevladuje v naši družbi in o katerem se ne govori zares, ne. In tudi je zanimivo, da je ona na literarnih večerih doživljala tudi od kakšnih ljudi, kot je sama povedala, ogromno jeze, ne, kako pa vi pišete o Slovencih, ne. Čeprav ne piše o Slovencih zares, ne. Tako da to mi manjka, no. Jedrt Maležič?
Ja, najprej sem pomislila na Leteče ljudi, ne, ki so tudi nominirani, pa takoj zatem sem pomislila na Vesno Lemejč, s to trznimi odprle oko, se pravi, nekako imam že v glavi, mogoče mi je tudi sugerirano, kaj je dobro, ampak to sem pač prebrala tudi letos. In ugotavljam, da so mi različne, ne znam določiti, kaj me pritegne pri kratkih zgodbah, obe knjigi se mi zdita pač res bajni, si želim, da bi znala taki napisati, ampak tako sem razmišljala, kaj ne, pri nekaterih je to forma, ampak mene v bistvu bolj kot neka ta formalna estetika ali pa eksperimentalna, ne, pritegne to, da si človek upa, ne, da gre malo čez rob, da je to kratka proza, ki te sune, ne, nekam v smislu, da se ne ustavi tam nekako s cono udobja, ne, na meji, ampak da gre malo čez. In pač za njih dve, ki se mi zdi ta res mojstrski zbirki, so tako različne stvari, ki me pritegnejo, ne, Ajda Bračič recimo ima to estetiko zelo slogovno, medtem ko Vesna Lemejč je pač tudi mojstrica pripovedovanja, tudi ne znam povedati, kako me veseli, da so čustva tudi pri njej, ne, tako ne patetično, ne prisiljeno opisana v tako tekočem slogu, no, ne vem. To pač pri vsaki zbirki je nekaj, kar je dobesedno izjemno, ne. Tako da pač odvisno, ne, včasih je to vsebina, včasih je forma, kakorkoli. Nekaj me more pritegniti, kot pravko. Hvala. Alojz Jazbupan Sosič. Ja, jaz bom pa z besedami nekoga, ki je pisal res kvalitetne, spet bom mrtvega zbrala, ne. Ivan Cankar je rekel, da je pripoved vedno ogledalo, torej tega, kar živim, kar se dogaja okrog nas, ampak da mora biti tudi ogledalo, v kateri vidimo prihodnost. Jaz tega pogrešam. Torej, ogromno preberem kratkih zgodb, ki so ogledalo. Vse je super, zvem, aha, ta se je slabo počutil, aha, zdaj imamo probleme s spoli, zdaj imamo probleme z nacionalizmom. Ampak zelo malo, ampak tiste, ki so seveda zelo kvalitetne, pa vidim, pa pogrešam tega, neke vizije, neke, tako kot je rekla Suzana, drznosti in da greš čez neko tako malo pozitivno idejo, ne. Ker to je tisto, kar dejansko ti tudi večkrat rečejo, tudi, ja, nisi dosti pozitivno, ne, dej se mal, ne vem, zabava ali ne vem kaj, ne. To se mi zdi, malo manjka. Pa jaz bi pa vseeno še kakšno ironijo tudi pogrešam. Zdaj ste že odgovorili na moje naslednje vprašanje, ampak Aljoša Harlamov, od vas še pričakujem odgovor na tole vprašanje. Ja, jaz mislim, da je zdaj nasploh tudi nekaj teh globalnih tem, ki so pač prisotne, bile zdaj že zadnjih nekaj 10 let, recimo je prišlo tudi v slovensko literaturo in seveda tudi v kratko pripoved. Jaz mislim, da so to izrazito recimo feministične teme, zakaj recimo preko smo govorili, zakaj so zdaj avtorice morda kakovostnejše, je seveda se odgovor skriva tudi v tem, da smo leta in leta pač res brali samo moške zgodbe, v katerih je pač in vse ostalo, kar ni spadalo v krizo srednjih let in take zgodbe, ne, ni dobilo svojega glasu in tudi bralcev, kot da ni zanimalo oziroma kakor da se take zgodbe niso pisale. Zdaj pa tega večja izbira in nekako to prihaja bolj na površje in je tudi bolj edgy. Jaz mislim, da so to zdaj, mi to doživljamo kot edgy, kar je grozno, ker so seveda zgodbe, ki so lahko bile iste že milijone let, ne. Ni, da je to zdaj noter, ampak odkrivamo recimo neke manjšine, odkrivamo neke, skratka, druge perspektive, ki smo jih dolga leta pač zanemarjali. Jaz mislim, da tole zdaj prihaja in pač autofikcija je tudi neka stvar, ki zdaj tudi je res, mislim, da v kratke pripovedi zelo, kar je spet povezano s tem, ne, ker manjšinska pisava, manjšinska literatura, kakokoli temu pač rečemo, se je vedno nekako tudi naslanjala na autofikcijo, na nek govor iz lastne izkušnje, na neko pozicioniranje sebe znotraj nekega sistema, ki te zavrača, ne. In to zdaj nekako
nekako se širi tudi, bi jaz rekel, v druge sfere najprej, pa tudi po vsej literaturi in končno je prišlo k nam. Ne. In jaz bi tudi še več tega, hkrati pa zelo pogrešam kakšne, recimo, ironijo, recimo, pa kakšne humorne stvari, pa tudi meni se zdi, zdaj oprosti, če bom odgovoril na naslednje vprašanje tudi jaz, ampak recimo jaz pogrešam sodobne ljudi. Meni se vseeno zdi še vedno, da v romanih beremo ljudeh, ki niso na Facebooku, ki nimajo mobilnih telefonov, ki imajo težave, ki jih lahko rešiš z enim klicem nekoga, ne, z enim pogovorom. To pač jaz to pač berem kot nerealistično, neverjetno, pač smešno se mi zdi. No. Dejansko v sodobni slovenski literaturi večina likov še vedno deluje, kot da je pred internetom, kot da je to zgodbe, v katerih ni interneta. Ne. In to se mi zdi pač nenavadno. Jedrt Maležič in Suzana Tratnik sta pravzaprav edini, ki mi še niste odgovorili na to vprašanje, ampak jima tudi ni treba. Namreč hotela sem vprašati, kako je s humorjem in ironijo v sodobni slovenski kratki pripovedi in obe jo obvladata, tako da to lahko zdaj... Alojzija je rekla, da jo imamo obe. Ja, jaz pa to potrjujem, no, tako da to vprašanje niti ni bilo namenjeno vama. Skratka, tega še nismo usvojili, sicer v slovenski kratki pripovedi vidve sta, tako da čestitam. Samo še sklepno vprašanje, ki pa se bo dotikalo antologije slovenske kratke pripovedi, ki je pravkar izšla ali bo izšla v nemškem prevodu. Posredno smo in neposredno smo na to že ste odgovarjali že ves čas, ves pogovor, pa vendar kaj imamo Slovenci za pokazati tujini na področju kratke pripovedi, morda kaj takega, česar tujina še nima, ali je kaj takega ali ne? Jaz mislim, da naš prvi sovražnik je strah, drug sovražnik je pa pogum. Tako da pač ne, tudi mogoče podobno mislim tudi glede humorja. Mogoče ravno to imamo za pokazati tudi, ne, ironijo, sarkazem, kakorkoli obrnemo neke te mehanizme preživetja, ki pač jim rečemo tudi humor, ampak točno tle mislim, da je zagata v tem, da si moraš upati, ampak ne pretiravati. Ne. Pač nekako tako, kot smo prej govorili o stereotipih, ne, se mi zdi, da je tudi mogoče ta Andrej Blatnik temu reče odstop od horizonta pričakovanja, ne, je tudi treba imeti zelo pravo mero, ne, če ti pač odstopiš od tega, kar bralec pričakuje, si mu seveda zanimiv, kar smo tudi mi recimo nemškim bralcem in pravzaprav kjerkoli. Drugo je pa pač ne preveč, ne predaleč od tega obzorja pričakovanja, ker potem stvar zvodeniči zaradi tega, ker bralec ima možnost knjigo odložiti, ni to, ne sedi v kinu, ne bo počakal do konca. Pač dejansko vsak, po mojem, bralec, ne glede na to, v katerem jeziku prebira, sploh pa če je slab prevod, ne, to sploh ne bom šla tja, ampak knjiga mogoče še najbolj omogoča to, da si sam doziraš, koliko sprejmeš tudi novega, koliko sprejmeš inovativnosti, koliko sprejmeš te vizije, ki ti jo pisec ponuja, ne. V tem smislu nisem direktno odgovorila, ampak se mi zdi, da imamo še kaj za narediti na področju, predvsem humorja, pa predvsem pač tega, da se nas ni strah ven vršne, v smislu čez mejo iti, ne. Hvala. Alojzija Zupan Sosič. Jaz bi pa malo drugače povedala, kot je Jedrt. Jaz pa mislim, da bi morali malo odstopiti od horizonta pričakovanja. Mislim, mi imamo zelo dobro književnost na splošno. Jaz tudi drugače, to sem hotela povedati. Ja, takrat povej. Ne, jaz tudi mislim, da moramo, samo pa druga stopnja je pa ne preveč. A ja, ne, jaz pa mislim preveč. Vse to. Jaz pa mislim, da nekih mora biti takih, da prebijajo horizont in tudi, če jih zdaj ne razumemo, jih bomo čez 30 let, ampak tisti potem pridejo v svetovno književnost. Nikoli ne pridejo tisti, ki so zdaj najbolj brani, pa ki se zdaj vsi, recimo, imamo
take primere na svetu, ne. Recimo Flaubert, gospa Bovary, takrat je bilo to na sodišču in se ga ni bralo, se ga ni prevajalo, recimo. To je pa zdaj svetovna klasika. Nikoli ne pride potem v kanon, v svetovno klasiko nekaj, kar je zdajle trenutno vsem všeč. In jaz mislim, da bi morali imeti nekaj, ker mi smo pogumni, mi smo narod pogumnih in bi morali imeti nekaj, da bi čist porušili tudi tisto, kar zdajle Evropejci pišejo. Sam očitno, ja, preboje, sam očitno si rečeš, ja, kdo v to bral, pa ne bom imel plačan in tako, ne, v tem smislu, ne. Dolgoročno, verjetno, ja. Dolgoročno bi morali plačati parim, da bi prebili to, to bi jaz dala. Jaz bi svoj denar dala za to, evo. Skratka, Ker druga ne bo dal. imamo nekaj za pokazati. Ja, jaz mislim, da je absolutno neverjetno imamo sposobne ljudi in to lahko naredimo. Suzana Tratnik. Ja, jaz bi rekla, da ni bistvo v tem, da moraš ti znajti neko inovativno temo, ker v bistvu mislim, da je vsem že vse napisano in posneto, ampak kljub temu prihajajo nove umetnine, ki rečemo, aha, to pa je nov pristop na nek način in mislim, da to mi tudi obvladamo, ampak ena stvar je, da pač slovenščina ni nek zelo znan jezik, ne? Ker je še vedno doživljam, kadar potujem, da me vprašajo, aha, pa angleško govorite, ne slovensko, aha, to obstaja, ne? To je kar ovira, po drugi strani pa včasih, ker sem imela izkušnje s kakšnimi tujimi založbami, mogoče še leta nazaj, ne, pa se mi je zdelo, ja, mogoče bo pa kakšno tujo založbo bolj zanimala neka taka zgodba, v kateri se pojavljajo lezbike in je bilo tako, ne, to pa mi že imamo, zelo veliko romanov imamo takih, ne, in tako ta nek tržni pogled, ne. In je bilo tako jasno, če bi bila pa jaz, ne vem, lezbika, ko piše izkušnje med vojno v Bosno, pa tako je izdali. Takrat je bil blazen trend in so vse dnevnike in vse izdali, tako da se meni zdi, da je ta tujina dosti bolj po nekim tem komercialnim pritiskom, ki je pri nas mogoče malo zmeden ali pa skrit, tam je pa to zelo direktno, ne. Ker so mi pripovedovali tudi znamke, pisateljce iz tujine, da njihovi agenti prodajajo knjige, preden so napisane, ne. In če agent reče, moja pisateljica piše zgodbo o bančni, ne vem, delavki, ki bo šla, ne vem, veslat, bojo rekli, to že imamo. Pa nobenega ne zanima, kako je napisano. Ne, absolutno. Mislim, da če nadaljujem Suzanino misel, tukaj je pač mi bi seveda morali staviti na kakovost in jaz mislim, da je to vedno edini pravi odgovor, da pač antologije, ki jih delamo z nekim premislekom in da izberemo res tisto najboljše, kar se da in jaz mislim, da glede tega nas absolutno ni treba biti sram nikjer. Moje izkušnje so pa tudi, jaz sem nekajkrat kot urednik bil tudi v tej vlogi, da sem prodajal knjige v tujim agentom in to je zelo skizofrena izkušnja, ne, rečejo ti, da bi nekaj slovenskega, ampak ne sme biti preveč slovensko. Zdaj, kaj to je, jaz ne vem, mora biti po eni strani za njih eksotično, ne, nekaj, da je neka eksotika, hkrati pa ne preveč, da oni tega ne bi razumeli, ampak mora biti eksotika na način eksotike, ker seveda, kaj naj jim jaz ne prodajam, to se pač meni vedno zdelo tako, da mi takih knjig seveda nimamo, jaz nimam med svojim programom Emira Kusturice, ne, ki je prodajal to idejo eksotičnega Balkana in zdaj ljudje potujejo po Balkanu pa iščejo točno njegove filme v resnici, ne, ki seveda realnost je popolnoma nekaj drugega. Ne. Tako da tukaj je veliko enih naključij, bi jaz rekel, naključij, kaj pride ven, kako pride ven, veliko je treba delati na nekih povezavah, jaz zdaj upam, da to zdaj s Frankfurtom in s tem, da smo zdaj častna gosta, srednja gostja, da se je na tem dovolj naredilo in jaz v resnici do zdaj, recimo se je dosti prevajalo v nemščino, so založbe izkazali neko zanimanje, ampak to bilo zelo zanimanje, mičkeno pokroviteljsko bom rekel, no, skratka, dajmo neke Slovence, ker je to zdaj v Frankfurtu in jaz zdaj upam, da zdaj, ko bo pa Frankfurt za nami in ko imamo mi te navezave, pa bo spet prišla bolj kakovost, recimo, do izraza in jaz upam, da bo to neka posledica Frankfurta. Ja, najlepša hvala vsem za tale zanimiv pogovor. Želim vam dobrih zgodb v vseh njihovih oblikah. Spoštovani obiskovalci današnjega večera, vam pa se tudi zahvaljujem za pozornost. Bili ste tiho kot v avionu, ni nihče.
Z vami pa smo bili dr. Aljoša Harlamov, Jedrt Maležič, Suzana Tratnik, dr. Alojzija Zupan Sosič in Tina Kozin.